Najin cilj je obiskati vseh 212 občin v Sloveniji. In danes smo v občini Tabor. Najina pot bo trajala približno 20 minut. Tukaj je trenutna lestvica, pa da vidimo, na katero mesto se bo uvrstil Tabor. Najino raziskovanje bova začela na trgu Svetega Jurija. Trg je bil urejen pred parimi leti. Prej je bila tukaj le travnata površina. Danes pa prostor služi kot zbirališče za kulturne dogodke, druženja in pa otroško igro. Preden nadaljujeva pot, pa si privoščiva še eno kavico v kavarni Lisjak. Notranjost je res lepa, ambient je topel, kava je pa zelo dobra. O prihodu pa so doživela še en zabaven trenutek. Med parkiranjem sva mislila, da vidva mačko, ki stoji za avtomobilom. In sedaj, ko so se vrnila s kave, pa so ugotovila, da ni bila mačka, ampak zajček. Ta se sproščeno sprehaja po kraju. V ozadju pa se odpira pogled na goro Krvavico. Ime naj bi izviralo iz rdečkaste zemlje pod skalnatim vrhom in je povezano z različnimi legendami in pripovedkami. Sedaj pa se že peljeva proti ranču Paloma. Lej, ga že vidim! Lastnik Luka nam je prijazno sprejel in nama razkazal posestvo. Prostor je bil pred kratkim obnovljen in je vse zelo lepo in urejeno. Tukaj lahko obiskovalci spijo kavo ali pa pijačo. Na ranču seveda ponujajo jahanje, organizirajo tabore, otroci pa lahko celo prespijo na seniku. Poleg konjev imajo tudi druge živali, kot je tale plisek. Naslednja postaja Kozolec ob Ribniku. Tukaj pripravljajo poroke in druge dogodke, prostor je pa zelo slikovit. V zimskem času je kozolec ogrevan, vendar je za obisk potrebna predhodna rezervacija. Celotno območje je zelo lepo urejeno, primerno za posebne priložnosti. Spada pod hišo Lisjak, ki pa ima 3 lokacije, ta kozolc, na jasi in kavarno, kjer sva bila na začetku videa. Želela pa so obiskati tudi turistično kmetijo Laznik. Tukaj ponujajo degustacije in imajo nagrajeno salamo. Vendar so imeli dogodek, zato nisem mogla vstopiti. Ampak nič zato, ker so se ostalo pri avtomatu z domačimi izdelki, kjer sva tudi kupila to nagrajeno salamo. Seveda sva jo takoj sprobala in okusna jo je res navdušil. Je zelo okusna in kakovostna. Wow. Na koncu so obiskala še turistično kmetijo Vajs. Tukaj lahko obiskovalci prespijo v apartmajih ali v sobah za zajtrkom. Okolje je veliko narave, imajo bazen, prostor za kampiranje ter domače živali, kot so koze, prašiči, kokoši in pa zajčki. Prostor je idealen za oddih, kolesarjenje in sproščanje v naravi.
tem sva zaključila tretjo od 212 občin. Še ena več na najni lestvici. Tole sva uvrstila na 3. mesto. Hvala za ogled. Če ti je bilo všeč, se naroči na najin kanal, všečkaj in se vidimo v naslednjem videu. Čau! Get